Jaz vam najprej zahvaljujem za ta obisk. Zdaj najprej, da preden začnemo dejansko s pogovorom, damo malo konteksta. S nami so danes 4 dijaki, ki so v preteklem šolskem letu dosegli vrhunske dosežke na področju kulture, humanistike, družboslovja. In mi smo se z nekaterimi profesorji in tistimi, ki so pomagali letos pri vodenju debatnega kluba, vsi dijaki so namreč tudi debaterji, smo se pogovarjali, da bi želeli malo ovekovečiti te uspehe oziroma se o teh uspehih pogovoriti, narediti en javni dogodek, zadevo posnetek, da bo kasneje dostopna tudi na internetu. Zdaj danes so z nami Martin Molan, filozof, državni prvak iz filozofije, dobitnik, nosilec srebrne medalje iz Svetovne filozofske olimpijade, ki je bil, to moram povedati, tudi čisto do konca v igri, tudi za zlato medaljo, no, in na koncu čisto malo zmanjkalo, zato je zdaj pač drugi na svetu. Bolj je z nami danes tudi Tim Horvat, avtor večjih romanov, dramskih besedil, ki je letos izdal roman Tretji izvod in pa režiral dramo The Momentary Lapse of Reason. Z nami je tudi Matija Pušnik, državni prvak v debatiranju in pa eden izmed predstavnikov Slovenije na svetovnem debatnem prvenstvu, ki bo letos potekalo v Singapurju, tam se nadejamo dobrega rezultata. In pa z nami še Daniel Zas, državni podprvak v filozofiji, izbran za najboljšega delegata na mednarodni MUN konferenci in pa tudi organizator TEDx dogodka na gimnaziji Bežigrad, znanega dogodka pod znamko TED Talks, ki je letos potekal na gimnaziji Bežigrad. Zdaj, preden začnemo s pogovorom, bi rad povedal, da jaz sem imel priložnost z temi 4 dijaki letos delati na gimnaziji Bežigrad, v okviru debatnega kluba, v okviru priprav na različne dogodke in tekmovanja. In res moram povedati, da mi je bilo kot pedagogu izjemen užitek in pa izziv delati s temi dijaki. Ne samo z njimi, oni so pač tisti, ki so v letošnjem šolskem letu uspeli dobiti pripoznanje v obliki pohval, nagrad, medalj strani drugih, ampak vsi dijaki, eni izmed njih sedijo danes tudi v publiki, so res bili izjemen pedagoški izziv in pedagoški užitek. Predvsem zato, ker ne glede na to, da predavam tudi na univerzi, pa da delam z dijaki tudi drugje po svetu, moram reči, da delo z temi dijaki, ki so danes tu, je izziv zato, ker vedno hočejo imeti zadnjo besedo, ampak ga hočejo imeti z razlogom. Skratka, ne zato, ker bi bili uporniki brez razloga, ampak zato, ker povejo pametne stvari, sprašujejo prava vprašanja in dostikrat je zato zelo težko se pripraviti, da jim lahko odgovoriš. Ampak zdaj tako, med letom je pač tako, da imam jaz vedno zadnjo besedo, ker sem vendarle mentor pa profesor, pa moram zavzemati neko pozicijo avtoritete. Danes pa smo tukaj, da lahko končno mi, pa jaz poslušamo njih, no? Da nam povejo, kaj mislijo, kako mislijo, kakva so njihova stališča, s čem se ukvarjajo. Imamo danes zelo različne ljudi tukaj, ne? Imamo Martina Molana kot filozofa, ki se ukvarja z branjem filozofskih tekstov, s svojimi interpretacijami filozofskih tekstov. Pa imamo Tima, ki se kot pisatelj, dramaturg, če hočete, poskuša do resnice dokopati na nek drug način, skozi fikcijo, skozi pisano besedo. Pa imamo Matijo, ki se do nekih družbenih sprememb ali pa do resnice v družbeni realnosti skuša dokopati preko nekih debatnih, argumentativnih, retoričnih spopadov. In pa imamo Daniela, ki se ukvarja s simulacijo realnih političnih procesov, poskuša misliti realne, aktualne politične probleme, iskati rešitve za njih. Torej, zelo različni pogledi na svet, zelo različne stvari, s čemi se ukvarjajo. Skupnim je to, da so bili v tem letu res zelo aktivni, inovativni, kritični misleci in danes želimo slišati, kaj menijo, s čem se ukvarjajo, kako so uspeli priti tako daleč, kot so. In jaz bi morda za začetek, Martin, tebe vprašal kot filozofa, da nam, in podobno vprašanje bi zastavil sem za začetek, da nam ti, Martin, mogoče poveš, kaj točno je filozofija. Kaj pomeni, ko se nekomu predstaviš kot filozof, oziroma kaj pomeni, če jaz tebe predstavim kot filozofa. Veš, ker po eni strani slišimo filozofija, to je nakladanje, pa prazno govorjenje, pa nišče ne rabi filozofov, po drugi strani je dosti pomembnih mislecev iz zgodovine, recimo Aristotel, so govorili filozofija, najvišja od vseh ved in tak dalje, tako recimo, da bomo vedeli, kaj točno pomeni filozofija in kdo si ti kot filozof. Kakšen je tvoj pogled mogoče na to? Čeprav, sem včasih predstavljal kot filozof, mislim, pozitivistično pojma nimam, kaj je filozofija. Ampak, mislim, vem približno, kaj bi bila filozofska metoda, neke vrste
odraz volje do življenja, ki se ne more drugače realizirati, pa se izraža kot asketski dar. Ali pa neka patološka tendenca, neka nevrotska reakcija, nek histerični krik, ali pa neko prespraševanje realnosti, tudi težnja potem, da razgradimo realnost, da razgradimo jezik. Tudi težnja potem, da konec vlažemo, da poskušamo uničiti vse, da poskušamo uničiti tisto, kar nam je dano, pa se na ta način poskuša dokopati do resnice. In predvsem mislim, da je glavna stvar pri filozofiji spoštovanje resnice. Predvsem to, da se zavedamo, da je resnica vedno nekaj ekstatičnega, vedno nekaj tujega, vedno nekaj, do česar ne bomo mogli nikoli osvojiti. Vedno nekaj, čemur se lahko samo približamo. In spoštovanje tega, da se resnici lahko približamo samo s tem, da nesporazume formaliziramo, da pripeljamo neka nasprotujoče se stališča do neke točke, ampak nimamo tendence potem, da jih razrešimo. In predvsem to, da se sprijaznimo s tem, da kot filozofi ali pa kot ljudje lahko rečemo samo nekaj, ne. Ostalo moramo pa pustiti v tišini. In se pravi, mislim, da je filozofija predvsem to, neko patološko zavedanje nemoči, ki povsem da prostor, ki povsem da neko podlago za etično delovanje. Kdo je recimo tvoj najljubši filozof? In zakaj? Mislim, jaz sem v svojem teoretskem pogledu sem najbolj podopival Nietzscheja. In tudi, mislim, čeprav mi kot osebnost se z njim ne istovetim, ampak mislim, so mi nekako njegovi pogledi ali pa maksime ali pa pogledi, s katerimi poskuša zagrabiti svet, so mi blizu. Potem zelo osebno tudi spoštujem Levinasa, predvsem zaradi tega, ker upelje, pa Wittgensteina, ker upelje ta pojem, ker dejansko date resnici dostojanstvo, ki nekako pripada. Potem čist kot osebnost, kot življenje, ki so ga živeli, je pa zelo blizu, na primer, Camus ali pa eksistencialisti v tem aktivnem ustvarjanju življenja, v tem aktivnem boju proti absurdu, tudi družbeni emancipiranosti. Tako da nekako. Ok, recimo zdaj vse filozofe, ki si jih našteval, vsi imajo nek zelo specifičen odnos do dveh stvari, do smisla življenja pa do resnice. In nekak naiven pogled na filozofijo nam pravi enako stvar. Filozofija se ukvarja z resnico, s tem, kaj je res, kaj ni, na drugi strani s smislom življenja. Ali obstaja odgovor na to vprašanje po tvojem ali ne? Vse to se mi zdi recimo predvsem razlika med recimo filozofijo pa znanostjo. Med znanostjo, ki poskuša najti smisel, pa med filozofijo, katere glavna stvar je ljubezen. In mislim, glavna stvar v filozofiji je iskanje resnice, ne toliko smisla. Ker resnica je vedno pač nekaj zunanjega, nekaj, kar nam pobegne. Neka tišina, neka ekstatična doživetja, obličje drugega, vesolje na obličje drugega. Znanost je pa pač nekaj, kar poskušamo svet okrog sebe usmisliti in tako dalje. In mislim, da vprašanje je kategorično napačno, če rečemo, da filozofija išče smisel v življenju. Ker pač filozofija nikoli ne išče smisla. Ker mislim, sama narava filozofske metode ne priznava ali pa ne vsebuje tega, da bi sploh smisel lahko obstajal. Pač filozofa zanima samo resnica. In pri stanju z resnico po nujnosti konvergira, pač njegova filozofska metoda konvergira k psihozi, se pravi popolni norosti, njegovi eseji, pač njegov jezik pa konvergira k popolnemu nesmislu. Ker končna točka filozofije je vendar tišina, popolno prenehanje smisla. In v bistvu to je, ker bistvo filozofije je to, da govori nesmisle, laže, ampak s tem, da spoštuje, ampak zato, da spoštuje resnico. Ok, recimo, zdaj se še vrneva k temu, ne? Ampak zdaj govoril si torej o tem, ne? Filozofija zavezana resnici, skuša se do nje dokopati, glede na to, kaj je resnica in kakšna je filozofska metoda. In če greva zdaj morda tim k tebi, ne? Martin kot filozof govori o resnici, dokopanju do resnice, poskuša izreči resnico, ne? Ti pa se ukvarjaš s fikcijo, s pisano besedo.
Kakšen je odnos mogoče fikcije pa pisane besede, literature, drame do resnice? Je to samo nek drug način predstaviti nekaj resničnega, pomeni to zgolj izlitje nečesa, kar čutiš na papir v gledališče? Je v bistvu v fikciji samo laž, vse čas. Tako da tega vprašanja z resnico niti nisem še dosti filozofskih knjig prebral. Ampak v bistvu zakaj pišem? Ja, recimo, veš v tem smislu, ali hočeš nekaj povedati skozi nek specifičen način, kaj je tvoj motiv za pisanje? V bistvu do zdaj in v bistvu še vedno je moj edini motiv, da se zabavam v pisanju in v bistvu nočem nič sporočiti, ampak hočem samo dokazati, da jaz to lahko napišem thriller, ki se dogaja v Sloveniji, lahko napišem dramo in hkrati poskušam provocirati bralca ali pa gledalca, da začne on razmišljati tako kot jaz, torej mu nekaj posredujem. To, kar mene zanima, to, kar mene jezi, to, kar mene zmede. Tako da v bistvu v vseh mojih delih sem jaz, to vidite, ampak recimo enkrat se spomnim, da smo se pogovarjali, o tem, kako lahko samo skozi svoj lastni jezik na papir izliješ sebe, lahko poveš o sebi. Recimo, kakšna je morda povezava med tem, kako govoriš in jezikom, oziroma me zanima, kaj pomeni izraziti sebe. Se lahko izrazil v angleščini, bi lahko pisal v tujem jeziku. Ja, no, jaz verjamem, da je čisto vseeno, v katerem jeziku pišeš, ker tako vsako besedo zbereš ti, vsak stavek oblikuješ ti, kot si ti povsod. To je tako zelo tehnično, v bistvu pa itak vedno uporabljaš stavke, ki uporabljaš ti, ker moje knjige so polne mojih for, ki jih prepozna kak prijatelj ali pa recimo, potem pa itak pišeš o tem, kar poznaš in v bistvu recimo pri tej drami je bilo zanimivo, ker sem dejansko uporabil čisto vse anekdote, ki so se nam zgodile v preteklem letu, ampak nekdo zunanji ni pa nič razumel, samo gledal, zanimivo, kako si to dobro zmislil. No, ampak zdaj te moram prekiniti, daj pa z nami deli eno anekdoto zanimivo, recimo. Ali pa nam daj kontekst, da bomo lahko razumeli, če pogledamo drama. Kaj je bilo? Ja, ne vem, recimo, zakaj se drama dogaja na Cipru, To mi je bilo recimo smešno, Jaz sem predelal Otela in fora Otela je dramski, da se del Otela dogaja na Cipru, ker je on neki močni general. In je potem en dijak tudi rekel, to je postavil na Cipru, zato ker je nekak izrazil spoštovanje do Shakespearea, ampak v bistvu sem vedel na Cipru, zato ker smo mi bili maja lani na Cipru in smo se dobro imeli, sem pa rekel, da bom dal na Cipr, ker jih nekaj vem, pa sem lahko malo bolj avtentičen. Tako da, v bistvu, ves čas se pretvarjam, da lažem, čeprav v bistvu nekaj govorim resnico, ampak tako da v bistvu se zelo zabriše ta meja med neko tvojo resničnostjo pa med tvojo fikcijo. To je meni najbolj zanimivo, da recimo samo, 10 ljudi ve nekako tebe prav osebno vidi v zgodbi, ostali pa samo pač preberejo in to opazujejo. Tako da meni se zdi, da sicer to me malo omejuje zadnje čase, ampak da ko pišeš zgodbo, sploh ne moš mimo sebe iti. In sicer to je že malo postmodernistično, ampak zato je najlažji izhod v žanr, ker ima žanr svoja pravila, ki jih ti samo upoštevaš. Nikoli ne pišeš kriminalko in se sploh ne sekiraš. Koliko mora biti autobiografska, ker izmisliš slike, postaviš situacijo. Kaj mi je ful dobra definicija žanra, besede žanr, ki jo je dal Jameson, postmodernistični avtor, je bila, žanr pomeni vedeti, kaj ne vključiti v svoje pisanje. Bi se strinjal s tem? Ja, to je ena anekdota, ko je moja lektorica povozila knjigo in je cel kup mojih stavkov in for je rekla, to pa ne gre, to pa ne moš brati posilovati s temi stvarmi. Recimo, ko sem dal, da je bil glavni junak ali en junak je bil krval, kot da se je odkopal, kot da se je kot Siegfried odkopal zmajev krv. In mislim, vse je čisto tako, malo je piflarska primera, ampak ona je rekla, da ne moš dati tega v tak šum roman. Tako da po eni strani te omejuje, po drugi strani pa olajša delo. Ker nekaj imaš pravila in si jih ne rabiš spoštovati sam.
te recimo, te zelo obremenjuje to, kako bo občinstvo sprejelo tvoj izdelek. Ali pa mora lektorca, kdor nekaj daš iz sebe in potem hočeš nočeš dobiš kritiko. Ki je lahko pozitivna ali pa negativna. Ja, v bistvu potem, ko napišem, me ne že sekira. Potem tisto si napisal in tisto bo ljudje lahko brali naslednjih 1000 let, ampak v bistvu med pisanjem si predstavljam marsikoga, kako to bere, ali pa kako bi jaz sam to bral, ker konec koncev izvedno hočem sam napisati nekaj, kar bi tudi sam prebral in bi hotel tudi še enkrat prebrati. Ker se zato napišemo, da drugi to bere in da jim je pri tem fajn in dober pisatelj točno ve, kako mora pisati, da bo dosegel pri bralcih en želen način. Imaš mogoče najljubšega avtorja, tisti, ki je pri tebi najboljši učinek dosegal? Ja, Dan Brown. Čist ne literarno, ampak on je bil en začetek v tem žanru, ker nima čist nobene literarne kvalitete, njega kritiki vsakič raztrgajo, ampak v bistvu pa jaz zelo cenim dobro zgodbo, tako da ja, Dan Brown pa Robert Ludlum. Ker v bistvu ona dosta obrtnika, ampak ne odkrivata resnice, pa ne vem česa, ampak samo se igrata z bralci, ustvarjate zanimive velike in tako dalje. Bi rekel, da se zgleduješ po njo? Ja, se zgledujem, ampak v bistvu sem zdaj odkril pa Itala Calvina, ker mi je pa tako pihnil pa v glavo, ker je čist sesul vso literaturo, ki sem jo bral, ker je v zgodbi v bistvu dokazal, da je napisal knjigo, ki je sestavljena iz 10 začetkov knjig, ki se prekinejo in pa se dogaja v bistvu na nivoju bralca, ki bere knjigo in potem bereš ti njegovo knjigo, ki se konča in potem ti na koncu teči zmede, tako da se še vedno nisem pomogel pri pisanju dela. Ok, se vrnemo si k temu, da si mogoče mesto pomoreš. Ampak recimo zdaj smo imeli na tej strani to Martinovo resnost, okupiranost resnico, na drugi strani pa ta pogled zabave, ob pisanju, cenjena zgodbe in mogoče užitka, ki ga ta posreduje. Zdaj recimo bi se pa k tebi vrnil Matija, ti pa debatiraš, to pomeni, da dobiš neko tematiko, jo včasih zagovarjaš, včasih nasprotuješ, ne nujno zagovarjaš svojega lastnega stališča. In recimo za začetek me mogoče zanima, kako se ti najdeš tu vmes? Skratka, je debata, oziroma to, s čemer se ti ukvarjaš zavezano resnici, išče neko resnico, ker vendarle se zdi, da pri vsem tem raziskovanju, ki ga opravljate, debaterji, argumenti, ki jih iščete, ali gre zgolj za zabavo, za preživljanje zabavnega časa z sošolci in kolegicami, ali nekaj vmes, oziroma kaj je tisto, kar je motiv? Ja, da se nekdo, po mojem mnenju, lahko tako aktivno z debato ukvarja, prvo mora uživati v tem, da se krega in trepira. Tako da sigurno lahko govorimo o tem, da gre za zabavno zraven. Ampak primarni razlog, v katerem jaz vidim vrednost debate, pa dialoga nasploh in ta razlog, zakaj se tudi jaz s tem ukvarjam, je pa to, da mislim, da lih govor, pa pogovor, dialog dveh oseb, tisto, kar te pripeljuje blizu neke resnice. Kaj loči človeka od živali, ki sledi svojim nagovorom? To je govor in to je neka misel, ki jo izraža navzven in se povezuje z drugimi ljudmi, s katerimi živi. Lih iz tega razloga, ker bi sami sabo, ker bi razvili svoje ideje, ne prišli nikamor, iz tega razloga je debata na nek način iskanje resnice. Dve ideji, ki sta si enakovredni, vsaka za svojo logiko zagovarja eno stran, druga za vsaka svojo stran, trčita skupaj v nekem konfliktu. To bi se večini ljudi zdelo kontradiktorno in pa brez haska. Točno to je moje vprašanje, zakaj se ti zdi produktivno, ti sposoben obe dve strani za... Mislim, zaradi tega, ker mogoče bi to lahko boljše Martin razlagal kot filozof, ampak ko sami razvijamo neko svojo idejo, samo sami v svoji glavi, nismo izpostavljeni nobeni kritiki, nismo izpostavljeni temu, da nam nekdo pove, če se motimo, če nimamo prav, ali kje je šibkost tega, kar zagovarjamo.
In zaradi tega je debata dobra stvar, ker kar se zgodi v debati je, da se ti izpostaviš pred ljudmi, pred publiko, pred nasprotnikom, ki v tvoji teoriji išče luknje. In kar se zgodi, kar iz tega sledi je, da se te luknje izkažejo. Izkaže se, kje si se motil. Izkaže se, ali je tvoja teorija napačna, ker ti tega sploh nisi videl. In debata gre preko tega in zraste. Če se v navadnem pogovoru, v konfliktu dveh oseb, samo na osebnem nivoju krešajo osebna mnenja. Kar počnemo v debati je, da krešimo mnenja, ki niso mnenja ene osebe, ampak so mnenja večjih množic v grupi. In zaradi tega mislim, da je debata orodje za iskanje resnice, ker se med sabo neosebno, brez čustev, brez osebnega kontakta primerjamo ideje, ki so ne samo pereče, ampak tudi, ki jih predstavlja velike skupine ljudi. Zato, ker ko gre za argumente, o katerih bi se navaden človek samo stepal, ker je pač upleteno to za čustvi, mi se postavimo debateri v obe strani. Mi razumemo oboje strani, prav zaradi tega lahko bolj iščemo pravo pot in jo iz tega vlečemo. In zaradi tega mislim, da je debata dobra za iskanje resnice. Kako sem pa že omenil, pa pač v debati tudi uživamo, zaradi tega, ker je nek užitek se pač prepirati z nekom drugim. Kaj bi pa recimo odgovoril na ta očitek, ne si delno si ste že o tem govoril, ne? Zdaj to zelo kritično nastopam, debat, ki mentor, sam sebi izgledal vlogom, ampak kaj bi govoril mogoče na ta očitek, ki se dosti krat leti na debaterje, češ, da to je samo leporečenje, da to je samo lep govor, pač poskušaš nekoga prepričati in ne glede na to, ali imaš prav, ne glede na to, ali misliš dobro, ne glede na to, ali želiš dobro družbeno spremembo, ti samo poskušaš nekoga prepričati, zaigrati njegove čustva in tak dalje. In to dosti krat se debaterji srečujete s temi nekimi očitki. Mogoče kako govoriti na to, je to res, ni res? Ja, jaz bi rekel, da takoj, ko se mi pogovarjamo o deljenju misli med dvema človekoma, ko pridemo do govora, se zgodi situacija, v kateri mi ne moremo več natančno zarisati ločine med tem, kaj je tista racionalna, logična resnica in kaj je samo maska lepega govorja in leporečenja. Spet, to je že bolj Martinovo področje kot pa moje, ampak jaz mislim, da se temu ne moramo izogniti. To je zelo kredibilna kritika debate, ampak smo v situaciji, kjer imamo neko pomanjkljivost, da ta resnica, ki jo vidimo, bo zamaskirana v lepe besede in v leporečenje. Ampak po drugi strani se to zgodi vedno, mar ne? Tudi ko sami razmišljamo o neki ideji, se ne moramo dotakniti čiste logike, za katero stoji, ampak razmišljamo zgolj v besedi in v našem jeziku. In tega se ne moremo otresti. Je pa res, da so debati, posebej pri Američanih, tako samo tak insider, zgodi, da je veliko več lepega jezika, tekoče angliščine, kot pa pametnih argumentov ali pa dejansko logike. Ok, zdaj pa recimo, če smo začeli iz nekega čistega pisanja ali literature ali nekih filozofskih tekstov preko neke debate, pogovora, pridemo zdaj do Daniela, ki pa se recimo letos ogromno ukvarja z simulacijo realnih političnih procesov, s to MUN konferenco Model United Nations, kjer gre za to, da poskušaš reševati realne politične probleme po nekih vzorih, ki dejansko obstajajo v svetu. Pa me zanima, kak se tebi zdi, če nam lahko opišeš, kaj to pomeni simulirati realni politični proces, kaj tam počnete, zakaj je to uporabno, zakaj se ti zdi to pomembno? Zame je to v bistvu debata plus kontekst. Sicer v debati lahko rečeš, ok, je zagovarjam to stran, na drugi strani pa lahko tudi zagovarjaš drugo stran, pa ti je vseeno. V MUN-u pa je malo drugače, ker imaš kontekst in moraš slediti nekim pravilom in ta pravila moraš tudi poznati. Kaj to pomeni, da imaš kontekst? Imaš nek kontekst, recimo pri MUN-u je zelo pomembno, da moraš tudi raziskovati, kakšen je foreign policy tvoje države. Vsak delegat dobi eno državo in mora zastopati to državo. Tako da ne moreš priti z Ameriko pa reči, ja, mi nimamo atomskih bomb, ker to itak ne deluje. In skozi to se mi zdi, da je to neka debata, še vedno uporabljaš debato, ampak na malo drugačen način. Še vedno uporabljaš debato, ampak moraš še zraven nek kontekstu, da pride do debate na drug način. V bistvu pride do debate glede zgodovine, glede drugih problemov v svetu, ne pa do takšne abstraktne debate, ki pride tudi v filozofiji, pa v takšnih debatnih teorijah, kot jih imamo na to.
recimo ti v Budimpešti si bil na tej mednarodni konferenci, so tako recimo, da so tam zbrani dijaki, ki jih zanima diplomacija, politika, mogoče bodoči politiki, pa me zanima, so tam bodoči lideri sveta, ne? Definitivno, ker v takšnih ljudeh opaziš, da imajo neko tendenco, da so glavni osobi in vedno že prvi dan opaziš, kateri so te ljudje, ne? Ker potem imaš te glavne akterje in drugi se nekako združijo okoli teh. In v MUN tudi deluje na tak način, da imamo rezolucije. Rezolucije so tak point MUN-a. To je v bistvu dokument, skozi katerega rešujemo problem. In vedno je nek, ki postavi ta dokument in drugi se morajo ali strinjati s tem, ali se ne strinjati s tem, lahko tudi svojo rezolucijo dajo, ampak se vedno pokaže, kateri trije so največji kontenderi, da bodo svojo rezolucijo postavili v nek globalni kontekst, katerega se bo resno jemalo, katerega pa ne. Ok, če smo zdaj recimo v tem prvem krogu malo govorili o tem, čem se ukvarjate, kako vidite stvari, kako drugače gledate na svet, mislim, da se je to kar pokazalo. In me zdaj mogoče zanimalo to, kaj ste letos dosegli in kako ste do tega prišli, pa da v nekem naključnem vrstnem redu začnemo malo drugače. Matija, ne? Mogoče se verjamem, da bi lahko kar samo začel govoriti o tem, kaj si dosegel z dvomim, ne? Ampak vseeno bi ti postavil mogoče za začetek vprašanje. Ti si zdaj član slovenske reprezentance za svetovno prvenstvo v debati. Mogoče me zanima malo, če nam daš malo kontekst, kaj pomeni biti član predstavnik Slovenije na svetovnem debatnem prvenstvu, kje se bo dogajalo, kaj to pomeni, kako zadeva poteka in tako dalje, kaj to pomeni? No, ok, zdaj, ker sem to vprašanje postavil, sem mišljal zelo omejil temu, kakšen mora izgledati moj odgovor. Sam namreč kot moj največji dosežek letos bi bolj štel osebni napredek, osebno rast. Ampak, če že moram govoriti o tem, bom o tem še o tem spregovoril. Poleti, ko smo zakuhali na eni debatni akademiji z prijatelji, tudi enim med njimi, nek dogodek, ki je vreden lepe anekdote, so nas povabili, da se prijavimo, da kandidiramo za reprezentanco debatno za svetovno prvenstvo. In jaz sem se seveda mogel prijaviti zaradi tega, ker kako bilo se, jaz ne bi na eno tako stvar prijavil. Si pričakoval, da osebni napredek. To je nepovezano, ampak debata je zelo mednarodna stvar, mednarodni dogodek. Pač to ni neka stvar, s katero se ukvarjamo samo Slovenci, marveč je to dejavnost, mojalna aktivnost, s katero se ukvarjajo študentje in dijaki po celem svetu. Se pravi, mislim, globalno gledano, večina, vsak kontinent ima po mojem vsaj 5 ali pa 10 reprezentanc, s katerimi se borijo druga proti drugi. In v ta namen, da se te države združujejo in vsako leto organizirano svetovno prvenstvo debatno, ker se reprezentance potegujejo za svetovnega prvaka. Tudi Slovenija ima kar bogato zgodovino udeleževanja na teh prvenstvih, kar pomeni, da vsako leto je šlo, še vedno gre in bo šlo 5 dijakov na to svetovno prvenstvo zastopati barve naše države. In letos sem po srečnem naključju, ali tudi ne, tudi jaz postal eden izmed teh 5 srečnežev, ki bo imelo to čast in to sposobnost. Recimo, čem boste tam debatirali, jaz vem, da... Ja, zdaj, to se bo dogajalo poleti in zdaj smo že izvedeli približno teme, o katerih se bo šlo. Letos se bomo pogovarjali o zero-hour contractsih, se pravi o pogodbah, o neizmerjeni tlaki, o delavcih, ki jih na delo pokličejo takrat, ko jih morajo poklicati. Kot drugo se bomo pogovarjali o problematiki etničnih četrti v večjih mestih, recimo kot so Šeraja, Zovni v Londonu ali pa podobno. Potem naprej govorili bomo o diferenciaciji v osnovnih šolah, torej o ločevanju učencev in dijakov na dobre in na slabe. In kot zadnje bomo govorili o enakopravnosti pri izbiranju odvetnikov za obtožence zločinov, se pravi, da navezovanje na primer O.J. Simpsona v 90-ih, ko nekdo zbere Dream Team odvetnikov in potem ne gre v zapor, čeprav je zagrešil brutalno umor. To so te okvirne teme. To recimo nas ali pa vas priprava še čaka. Zdaj me pa zanima, da se vrnemo tisto, o čemer si očitno hote govoriti. In sicer ti si letos postal državni prvak v debatiranju.
bil naziv najboljšega govorca, ekipno ste skupaj dosegli 3. mesto, ki si bil izbran za najboljšega govorca. Zdaj pa ne bom malo piker, pred kakim letom pa pol, ko si ti prvič prišel na debatni klub, je to, recimo, to ni bil najboljši govorec v Sloveniji. Zdaj me zanima, kaj se je zgodilo vmes, mislim, kako vidiš ta svoj razvoj, to pot, kako si napredoval, kdaj si videl, da je debata nekaj, s čimer se boš res ukvarjal in kako nekega dijaka, ki recimo ni bil toliko razgledan, ni bil posebno dober retorik, prideš do tega, da si državni prvak v debatiranju. Ja, ok, zdaj tako samo stransko intermezzo, to ni tisti napredek posebno rast, ki sem hvala to omeniti, ampak kako se je to zgodilo, da prideš do državnih prvak? Mislim, pot ni tako izjemno težka, ne rabiš biti noben poseben talent. Jaz, ko so me zvlekli na prvi debatni turnir, je bilo to bolj naključno, nek človek me je na hodniku srečo rekel, mi rabimo še enega prišel z nami. Sem rekel, pa dobro, no in tak nimam nič za delati v življenju, tako da bo pa mogoče kar šel. Zdaj, če so profesori publiki, pa ni dobro, To je bilo zunaj testega, obdobja testov, ampak sem šel in potem sem med prvo debato ugotovil, ja, to pa definitivno je zame, ker je bilo zabavno. Družba je bila izjemna, tudi danes sedim še vedno s to družbo in nikoli se še nismo tako na smrt tega, ne bi več prijatelji, kar je dobra stvar. In potem sem v debati nekako ostal. In zgodilo se je, da pač sem bil vedno na nekem pravem mestu, ob pravem času in se mi je nekajkrat zgodilo, da sem bleknil pravo reč o pravem času, tisto je bilo velikokrat na ključju in potem kar naenkrat gre bolje. Padeš enkrat, ti rečejo, narobe sem naredil to in to je samo prva minuta tvojega govora. Potem se pa to ne dogaja več. Potem pa postajaš nekako bolj zverziran. Potem paziš na tiste napake, ki si jih že v preteklosti naredil, napak je bilo predstavljeno veliko. In potem pride državno prvenstvo in si pripravljen in gre. Čeprav moram ugotoviti, da ta osebna rast, kar sem rekel, zakaj mi je ratalo, da sem bil najboljši govorec na državnem turnirju, zakaj nam je ratalo, da smo bili kot ekipa tretji. Ta osebna rast, ki sem jo presegel, je, da te debata v resnici nauči, da kljub temu, da ko govoriš, da si sam, da imaš okoli sebe ekipo in jaz šele po temu, ko sem trdo padel na tla večkrat, ko sem hotel biti individualen, ko sem šel za ekipo, o kateri nisem zaupal, ki jih nisem maral in ni šlo, šele potem, ko sem to presegel in ko sem se našel z ljudmi, med njimi je Daniel, ki jim lahko zaupam, ki smo bili skupaj tim, ki je znal delovati in razmišljati kot eden, takrat nam je uspelo, da smo bili tretji, da smo bili prvi trije med prvimi 4 mesti na govorci, da smo malo nesrečno tudi mislimo, da ne fair spadli v polfinalu. Šele takrat sem prišel do tega, da sem postal dober. Pa mogoče, če nam na kratko po parih kriterijih poveš, kaj so tiste stvari, ki moraš delati dobro, da si državno prvak debatirati? Eno je očitno ta dramatičnost, kaj pa recimo, jaz ne vem, kaj je razgledanost, kritično mi to, recimo, kaj se ti zdi, da so neki kriteriji, ki po katerih? Mislim, Abraham Lincoln je rekel, da če bi mu dal 8 ur, da posega drevo, bi porabil 6, da bi ustrelil svojo sekiro. In jaz mislim, da ena stvar, ki jo rabi dober debater, je sigurno priprava. Saj ti ne zveš, ti v polovicah debataš, ti že en mesec prej veš, o čem boš mogel govoriti. In izkaže se, da so dobri debateri, dobri tekmovalci tisti, ki dejansko delajo in poskrbijo, da so stvari narejene, tudi če celo noč zaradi tega ne spijo. Ne, še enkrat omenim Daniela, ki zaradi tega nikaj celo noč ni spal. Dramatično. Ampak jaz bi rekel to, predanost trdemu delu, da se ti predan svojemu cilju, svoji ekipi in da ti veš, kaj treba narediti. Vse ostalo pride samo. Karizma na odru pride samo v sebe, stil pride samo v sebe, strategija pa te tehnikalije, v 1 leto in pol imajo sodniki več kot dovolj časa, da te naučijo, kaj hoče slišati. Ampak vse, kar ti ostane, da moraš narediti, je to, da si 100% notri in da se potrudiš in greš do konca. To loči dobrega debaterja od slabega. In pa dramatičnost je pomembna. Recimo, da se zdaj premaknemo naprej tim, Rekel sem na začetku avtor večjih tekstov, letos si izdal roman, režiral si dramo. Jaz, ko sem včeraj enim svojim kolegom, pedagogom, tudi profesorjem povedal,
da bom danes govoril ta pogovor z vami, dijaki, in da si ti izdal roman in dramo. Me je nekdo zelo naivno vprašal, kak za vraga to narediš, ko si srednje šole? Kak izdaš roman, kak režiraš dramo? Mislim, kak prideš do tega, recimo eno tako vprašanje. Ne? Vendar le to verjetno ne narediš, ne? Ja, ne, to je velika sreča, ne. Itak, Ampak kako je prišlo do tega, recimo, če deli z nami to neko zgodbo? koliko nazaj pa gremo? Pa ne vem, povej, kako se ti zdi nujno, da bomo razumeli. Pa da jaz lahko temu kolegu povem, če ne želim. Ja, ne vem, jaz sem začel pisati že, ko sem bil star 8 let. Svet sem enkrat danje ukazal, ker sem imel en zvezek, ki sem pisal dogodivščino v Jakcu. Tako da ja, jaz sem v bistvu že od začetka sem pisal zato, da bi se zabaval in dejansko sem pa samo to prakticiral ves čas in potem sem po 10 letih in pol sta mi starša izdala knjigo o samozaložbi. In potem je to dejansko bila prava knjiga in je zdaj v Kobisu, čeprav najprej smo mislili imeti tako za prijatelje pa za učitelje tako. Tako da ja, že to je bilo prvo naključje, da sem po 10 letih in pol dejansko izdal knjigo. Potem pa sem hotel napisati nadaljevanje, ampak je bilo mi že dolgo časa, da sem se že spremenil in sem mi tiste knjige zdaj razumel. In potem sem šel pisati nekaj čist drugega in sem 2012 izdal prvo pravo knjigo. To je pa tudi ena taka zgodbica, moj oče je poznal to založbo in jim je poslal ta roman in založnica je to prebrala in dejansko je rekel, da je všeč, tako da niso bile samo zvezde, je bil dejansko všeč. In kar je bilo tam recimo pomembno je, da ni hotela posegati v besedilo, je rekla, to si ti napisal, ti si ne vem, star 14-15 let in pustimo tako, kar je. Kar je sicer dvorezni meč, ampak zdaj, ko berem za nazaj, nekaj všečno. Tako da ta tretja knjiga je pa tudi prvi ta zadnji založbi tako izšla. Ampak v bistvu se moram dejansko zahvaliti staršem in pa tudi šoli, ki me je finančno podprla. Sploh pri tej drami, na eni drugi šoli je zikr ne bi režiral. Ker tudi drama se je začela lani, ko sta profesorci za matematiko in angliščino prišli v razred in sta rekli, da obstaja eno matematično tekmovanje na Cipru, in sicer, da narediš angliško dramo 12 minut pa pol ali 13 minut z matematično vsebino. In potem mi to eno leto razmišljali in jaz sem dejansko pol naredil zgodbo, v bistvu tekst, to smo postavili, posneli in smo šli na Cipr. In potem je pa ta profesor se bila napušena in je rekel, dajmo mi se narediti na Shakespearea. In sem se rekel, ok. In sem 3 tedne potem poleti pisal novo dramo. Ves čas sem težil očetu, ki je to moral z mano debatirati o zgodbi, ker v bistvu mojega pisanja je to, da zgodba pije vodo, to je alfa in omega, da je logična in da v bistvu ne moreš potreti zgodbo. Tako da v bistvu, kaj že dobro? Da se tako, da sem pisal tega. Skratka, vedno pišem sam, zgodbe pa nikoli ne sestavljam sam. Mislim, ker se mi zdi, da za dobro zgodbo vedno rabiš en feedback, vedno rabiš debato, da se dejansko soočijo mnenja, da imaš kritiko še preden se kaj napisal. Ker potem, ko je napisano, pa je že mimo, pa lahko samo še kozmetiko delaš, obračaš stvari. Tako da... Recimo ti prej si govoril zelo o tem, ne gre za to, da bi poskušal neko ful resnico povedati ali pa ful sporočilo da gre za to, ravno o čemer se zdaj govoril, da imaš zgodbo, ki pije, da imaš zgodbo, ki zagrabi, ampak po drugi strani, pa že na hitro, ko prelistaš tvoj roman ali pa že napoved neke zadnje drame, če ga bereš, pa vidiš neko aktualno družbeno problematiko, neko polpreteklo zgodovino v romanu in tak dalje. Mislim, kak je tvoj odnos do tega? Ja, vedno hoče malo provocirati, ker recimo roman je bil zarotov Franz Rosenstein, ampak to je nekako se začelo tako, 2011, jeseni so preimenovali vojašnico, torej iz Rozmana so dali enega vojaka iz 91 in potem smo hodili tam potipali in jaz mislim, da rekel, kaj če bi jaz napisal knjigo, v kateri je bil on umorjen. In potem je ta ideja rasla in ja, jaz sem začel to debatiral in potem
kar rasla in na koncu je nastal šarmant. Tako da nisem imel sploh namena, ni nobenega tako angažmaja političnega, čeprav potem med tem, ko sem pisal, sem si rekel, evo, slovenski Dan Brown, pa zdaj bom pa dokazal, da lahko neobremenjeno pišeš v drugi svetovni vojni, kar se da. Dejansko mi je ena gospa je poslala mail, da je prebrala knjigo in da je zelo všeč, ker so tudi njeni starši bili v drugi svetovni vojni angažirani, ampak da knjiga tako čisto neutralna. Tako da, in tako, da pišeš nekaj, skušaš sporočiti, že s tem, ko zbereš, jaz sem popisal kriminalko, torej sem hotel pokazati, evo, Slovenci lahko napiše kriminalko v Sloveniji, ki bo obrnljiva, ne, ker je ta stereotip v slovenskih knjigah, da Imaš recimo, če govorimo zdaj o vaših dosežkih planih, kako je že plan, idejo za prihodnost? Si raste že kaj, mogoče nekoč lahko. Se bomo drugo leto pogovarjali že o čem novem? Ja, itak skozi pišem, kaj ima manjše stvari, ker med letom nimam časa. To je bilo pa pametno, zdaj. Ja, res ni. Ne rada nič. Poleti se pa lahko sedeš pa napišeš. Tako da... Je kaj takega, torej imaš ideje? Ja, jaz bi sploh nadaljeval v žanru. Imam ideje za evropsko kriminalko, zelo to. Po drugi strani bi rad bil bolj napreden, pa napisano tak mladinski roman, da bi vzel to generacijo, pa tako, ker ne vem, ta Catcher in the Rye, nekaj, ampak... Kakšna se ti pa zdi ta generacija, kaj bi rad povzel? Ja, če bi bil na moji predstavi, bi vedel. To moram no, tam sem nekaj določil, da je bil glavni konflikt med to hitro, potrošniško jolo, you only live once, to generacijo, ker nekako ve, da je malo voliti, ker ne bo nikoli dosegla standarde svojih staršev in potem uživa dokler je še mlada, in potem na drugi strani resen, tak, negotov, ne samo zavesten intelektualec, ki tam verjame v zvestobo, resno ljubezen in tako in se bolj popreše. Tako da, to ne, ampak ne vem, če je to sploh problem naše generacije, ko se pogovarjam starši, pa s kom povedali, da je bilo vedno tako. Zgodovina se ponavlja prvič kot tragedija, drugič kot farsa. Ok. Recimo Daniel, če gremo zdaj, ti si zagovoril o tej konferenci, pa me zanima zdaj specifično ta konferenca, na kateri si bil ti izbran za najboljšega delegata, če pravilno razumem, ne? Če recimo nam poveš, o čem ste se pogovarjali in kaj točno pomeni, da si najboljši delegat na konferenci? Kaj ta naziv pomeni, da si predstavljamo? Sicer na celi konferenci nisem bil najboljši delegat, ampak sem bil med najboljšimi 5. V svojem komiteju pa sem bil najboljši delegat, sem imel ker vsaka konferenca je postavljena po komiteji. Jaz sem imel Disarmament and International Security, ampak obstaja tudi Human Rights Council, Political and Special Decolonization Council, pa tako naprej. Tam sem pa bil najboljši delegat. Smo imeli temo, ne spomnim se, kak so frazirali, ampak je bilo nekaj, da ne bi okoli letel atomske bombe. In je bilo kar zanimivo, ker nam je tudi ta moderator, ki se imenuje Chair of the Session, nam je povedal, da ima DISEC Association, v bistvu ta skupina, ki dela proti temu, da ne bi imeli toliko orožja na svetu, da ima manjši budget od storitve, ki jim čisti zgradbo, ker je malo tak žalostno. In smo se pogovarjali, mi smo bili Ukrajine, sem bil veleposlanik ukrajinske delegacije. Tako da se je vse šlo, kaj bomo delali z Rusi, potem Amerika, kak se bo nimal, kak nam bodo lahko pomagali, da nas ne bo Rusija malo tako okupirala. In je bilo kar fajn, ja. Ker s tem, ko sem govoril o kontekstu, meni se je zdelo super, da smo dobili glih v Ukrajino, ker je ful konfliktov. In ko imaš ful konfliktov, je ful fajn, ko o tem debatiraš. In na koncu se je izkazalo, da Rusija je bila malo
slabša in potem po prvem dnevu se niso več oglasili, ker so se bali, da jim bom vrgal kao, da zakaj nas okupirajo, zakaj se ne spravijo nazaj v Rusijo. In na koncu sem tudi vprašal Nemčijo, če bi morali Rusiji vzeti veto, kar je bilo tako bolj subverzivno. Veš, kaj me zanima, recimo, kako se ti zdi, da lahko dijak iz srednje šole zapopade tako velike globalne, aktualne politične probleme, če vidimo, da ima aktualna politika očitno z njimi probleme, oziroma kako se ti zdi, kako se znate dijaki vklopiti v to aktualno politično dogajanje? Je to uspešno, je to nekaj, kar rabimo, se ti zdi, da s tem napredujete? Meni se zdi, da to res rabimo, ker ena zadeva, ki je vidimo v svetu danes, je to, da starejši vedno vladajo, mlajši pa skoraj nikoli ne pridejo do besede. In če samo pogledaš politike, skoraj vsi so na 40 let stari, vsi imajo starejše politične ideje, ki se mi zdijo, da niso več relevantne. Vsi mislijo, da pač, climate control, pač. Ampak za nas mlade, ki bomo pač vladali v svetu čez 10-20 let, to je za nas dejanski problem. Oni bodo takrat že crkno, mi pa bomo še tukaj na svetu. In to je za nas problem. In meni se zdi, da mi potrebujemo neko večjo znanje o svetu, kako bomo, ko bomo odrasli, ko bomo mi politiki, ko bomo mi imeli službe, ko bomo mi živeli na tem svetu, kako bomo mi reagirali na svet, kot je takrat. In to lahko sam delamo, če poznamo, kakšno je stanje danes. Le tako lahko reagiramo na stanje čez 20 let. Tako se meni vse zdi. Recimo, zdaj dan je eden izmed tistih dijakov, ko imamo mi kako temo o Bližnjem vzhodu ali v diplomaciji, jaz se vedno najbolj možno pripravim, pa me še vedno kje vlovi na kakem detajlu, oziroma me on seznani s tem, ga bolj skupaj predebatiramo z ostalimi. Recimo zdaj kot za tebe, kot nekoga, ki se res poznaš na to, pa ukvarjaš s politiko, diplomacijo, kaj je torej tvoja želja, bodoč politik, diplomat, mislim, imaš kak svoj plan? Imam nekakšen plan, da bi postal politik, delal v Evropski uniji ali v Združenih narodih, ker meni se zdi, da takšna politika, ki jo imamo danes, ki je bolj tak oligarhija, pa nepotizem, pa meni se zdi to zelo narobe in jaz bi res to rad popravil. Vem, da vsi politiki to reče, ok, fajn. Ti už pa res bil. Ja, ampak potem, če pogledaš takšne politike, vsi so bolj bogatih družin, vsi so šli se šolati na Eton in vsi so šli na Oxford, malo na Yale, pa takšne zadeve. In meni se zdi, da če prideš iz druge socialne stopne in nisi član neke elite, ki je zadnjih 600 let na prestolu neke države, se meni zdi, da malo drugače gledaš na svet. Ampak recimo, to se mi zdi super, se pravi, aktivni mladi, spreminjali bomo vse. Ampak, kaj pa veš, kaj pa se ti zdi, kaj pa ostali mladi? Danes smo priča nekemu trendu apatije, apatičnosti. Mladi vedno bolj pravijo, da jih politika ne zanima, da to ni za njih. Kak je tvoj odnos do tega problema mogoče? Še posebej z vidika tega, da ti pa bi bil politik? Meni se zdi, da imajo zelo dober razlog, zakaj se jim ne da. Ker to, ko sem govoril, da starejši imajo neko prevlado na politiko danes, se mi zdi, da s tem, ko mlajši vidijo, da nimajo dostopa do neke politike, da je to neka stalna birokracija, da dobijo občutek, briga mene, pač itak bomo vsi pomrli, ker se jim ne da med carbon tax itak po svet gorel čez, ne vem, 100 let, tak da, kaj mene briga. In pa mislim, da imajo v bistvu dober razlog in meni se zdi, da so za to politiki krivi. Če bi imeli bolj, in tudi recimo v šolanju, če pogledamo, ok, fajn, to, da imam matematiko na neki stopni, da vem, koliko je 2 plus 2, super, ne? Ampak to, ko grem logaritme, to zame ni to pomembno. Rajš bi malo govoril, kakšen zgleda svet danes. Kako različne države interaktirajo samo, da pride do takšne globalne politike, ki jo imamo danes. O tem bi jaz rad govoril. Ne, da tam delam logaritme, pa ni mi, ker mene dejansko pride. Ne maraš matematike, to je politika. Ok,
Recimo zdaj še krati, Martin, ne? Ti si državni prvak iz filozofije postal, si vrnil medaljo na filozofski olimpijadi. Mogoče me zanima, če bi malo namorisal tvoj kontekst tega tvojega dosežka. Kaj pomeni srebrna medalja na olimpijadi? Kaj se tam zgodi? Nekaj zadnje, kako si do nje prišel? Kaj to pomeni napisati sej tam in tako dalje? Mislim, predvsem bi nekako spol želje, da sem sodeloval in na državnem tekmovanju iz filozofije in potem na kvalifikacijah in na sami olimpijadi. In mogoče bolj kot neko priznanje dosežko to, da jaz verjamem, da sama narava filozofije zahteva neko drugo mnenje. In še več, da mislim, ko filozofiraš, se vedno moraš nanašati na nek kontekst. In šele, recimo, vsi moji eseji se vedno nanašajo na nek kontekst, so nek doprinos k nekemu vprašanju. Jaz mislim, da recimo, ko smo na olimpijadi pisali neko temo, recimo na vprašanje vloge umetnosti, pa na teoretski produktivnosti umetnosti, v politični subverzivnosti umetnosti, jaz mislim, da moj esej sam kot tak nima sam na sebi, če ga sam da bereš, nima takšne vrednosti. S čimer se šele dokopljamo do resnice je, če bereš vse naše eseje, od vseh tekmovalcev, ki smo jih pisali skupaj. In mislim, da olimpijada, mislim, da je priložnost, da sodeluje v neki taki proceduri resnice. Državno tekmovanje je bila priložnost, da sem sodeloval v neki proceduri resnice. Konec koncev, mislim, vsa moja interakcija, eseji, ki jih objavljam, vse to je možnost, da dam svoj doprinos k temu, da poskušamo povedati tisto, kar pač ne moramo sami. Zdaj, recimo, ti si v tem procesu nešteto nekih esejev napisal, dosti kar nekaj, oziroma vsaj nekaj, ki bo tudi objavljenih v nekih filozofskih revijah. Bi me pa recimo zanimalo, vsaj za en tak esej, kaj je bila vsebina tega eseja, o čem razmišljaš teh svojih esej specifično. Recimo to o vlogi umetnosti, oziroma o teoretski produktivnosti umetnosti. Kaj si tam napisal, kaj je bilo vrednost srebrne medalje, recimo? Nekako sem se vprašal nasplošno, kaj pa sploh je umetnost. Ne? In ali je možno neko umetniško delo prevajati z ene oblike v drugo, ali je recimo, in kaj sploh naloga umetnosti. In recimo moj pristop, ki pač ne pravi, da je resničen, ali kako bolje, ampak je pač mogoče originalno pristop je to, da pravim, da je umetnost je subverzivna, ima politično moč le takrat, ko se zave, da ne more dejansko dostopati do realnosti, da izgubila res realnost, da se ukvarja samo z jezikom, ki pa je že ideološki, ki je že pogojen z razmerami moči, ki je že pogojen s produkcijskimi načinami in tako dalje. Ker konec koncev umetnost se ukvarja z realnostjo, ki je že ideološka. Ampak kje pa je tukaj možnost za resnico, kje pa je tukaj možnost za avtentičnost? Ne? Je pa predvsem v tem, da se tega zavedamo. In mogoče, in jaz sem pokazal, sem razmišljal o tem, da je vrednost umetnosti to, da se zave svoje nemoči, da se zave, da ne more direktno dostopati do resnice, da ne more direktno dostopati do realnega, ampak šele to je da moč. Šele to je da moč, pa da lahko posredno do tega dostopa. In nekako zato sem postavil kot postmodernistično umetnost, v kateri je to glavno vodilo, izguba stika z realnim, izguba objekta, da je to ideal neke teoretsko-produktivne, politično-provokativne umetnosti. Kaj pomeni to, da je politično-provokativna? Mislim to, da nekako mogoča, da umetnost, ker pač mislim, da je umetnost ena od procedur resnice, da konec koncev, kot recimo znanost, kot filozofija, sem več realistom, poskuša kazati na neko neizrekljivo resnico, ampak po primeru politične, emancipatornega boja, česa parska, je neka subverzivnost možnost, da tvorimo neko avtentično stališče. Ker problem je, ker že v sami, že v interakciji z, recimo, mojo generacijo, se mi zdi, da je problematično, kdaj sploh lahko, sploh ta možnost, da nekaj pametnega povemo v sistemu, da nekaj sploh kritičnega povemo v sistemu.
ker večino kritike je že temelji na predpostavkah sistema, je že vključeno v sam sistem in da dejansko ne spreminja. In meni zanima, in jaz verjamem, da je umetnost, če je prava umetnost, da je filozofija, če je prava filozofija, ne more dati možnost neke avtentične drže, neke avtentične politične emancipacije. Ampak pogoj za to je pa predvsem to, da se po eni strani zavemo, da je to zelo težko doseči, po drugi strani pa da v svojem boju ustraja. In to se mi ne zdi nekak dvojnost filozofije. Če se vrnem nazaj na to, kar je Matija govoril o vrednosti debate, ker mislim, da meni za debate tudi zato všeč, ker je bistvo, da tam vedno po koncu debate ostane vsak na svoji strani. Ostane to, da je ostane mnenje še vedno razslojeno, ne pride do nekega konsenza. In to se mi zdi neko vodilo, ki bi ga morali iskati pri umetnosti, pri filozofiji, pri znanosti in tako naprej. Da moramo svoje mnenje zagovarjati do konca, da moramo biti aktivni pri tem, da branimo svoje mnenje, ampak kljub temu se pa zavedamo, da to, kar mi delamo, ni resnica, da nam pa še vedno uide. Moram reči, da sem danes malo pričakoval, da boš imel medaljo v returno. Ti si nekaj? Ti si imel nekaj? Ja, ki je bila govor o te umetnosti, ne. Sem jaz bolj tudi umetnost. Zdaj sem se tako zasekiral, ne. Ja, ker gledališka predstava je umetniško delo. Čeprav jaz nisem imel namena politične subverzivnosti. To malo sem se zmedil, ja. No, ampak sej, tvoja ne perspektiva, da že izhodišča, da umetnost nudi nekaj drugega. Ja, mislim, moja umetnost je tako, da, ja, trenutno je še tako, da na nivoju vaje, priprav. Ampak recimo se ti nujno to, da je to nivo vaje priprav, se ti ne zdi, da ni to morda že udefink, da ni to morda že drugačna perspektiva na umetnost in da je to že to? Ja, mislim, seveda. Ne, vse umetnosti tega tudi tako je. Meni je najbolj šokantno, da sem prebral, da je Kafka napisal pismo svojemu očetu, v katerem je mu izpovedal celo svojo življenjsko zgodbo in potem ga ni nikoli poslal in je to zdaj njegovo tako eno temeljno literarno delo. Pismo, ki ga je napisal v resničnosti. Tako da... Ok, samo krenemo naslednje vprašanje že za tebe. Sicer rad bi vas zdaj vse malo vprašal, da na kratko poveste, kaj si mislite v šolskem sistemu, v katerem ste. Moram reči, da sem mislil začeti to vprašanje sicer z Danielom, pa je že povedal o matematiki svoje, tako mogoče zdaj tebe. In predvsem me zanima, ali se ti zdi, da šola, pa ne mislim zdaj Bežigrajska gimnazija, ampak šolski sistem, ali goji to kreativnost, ki jo ti imaš, ali goji to imaginacijo, ki tebe pripelje, ki tebe pripeljava od tega, da si bil sposoben pisati zgodbo, ki pije vodo, ki si rekel sam prej. Ali šola zatira to kreativnost, ali jo omogoča in goji pri dijakih? Ja, šola omogoča kreativnost samo s tem, da ni toliko zahtevna in da imam dovolj prostega časa. Pa se ti zdi, da bi mogel biti drugače, mislim? Mislim, meni je čisto redo. Jaz sam skrbim za svojo kreativnost in berem, pišem tako, ampak dejstvo je, da niso vsi za pisanje, za debatiranje, za filozofiranje, za slikanje, karkoli. Je pa pomembno, da šola to omogoči. Mogoče ne to, da to prav forsira, ker politik se vpreša, smo imeli prvi nekoliko na umetnosti in pol razreda, neskončno živa pol razreda trpi zaradi cene. Tako da, meni se zdi, da tako, kar je zdaj, ni optimalno. Mislim, so možnosti, recimo jaz sem lahko režiral dramo, kdorkoli bi lahko režiral dramo, ni pa nobenega programa ali pa, ne vem, inputa, da bi te naučili napisati dramo, da bi te naučili režirati dramo. Tle je bilo vse tako po občutku, nekako najdeš talent za to, ni bilo pa, da bi dejansko ti rekli, evo, mi bomo zdaj vzgojili generacijo režiserjev pisateljev. Se ti zdi, da bi rabili to sve danes? Ne, sploh ne. Zdi se mi sam, da je treba vsem omogočiti enake možnosti. Ja, lito pač. Mislim, da se danes vsi strinjamo, da vsi štirje sodelujemo v življenju našem v nekem aktivnem iskanju resnice, ne?
In jaz bi rekel, bi šel se tukaj prej, rekel, da se najbolj vsi strinjamo, da se v sobi, da na tej točki smo ugotovili, da neke absolutne logične resnice nimamo in oziroma da do nje ne moramo dostopati, da se je lahko samo približujemo. Jaz bi potem takem rekel, ok, pravo vprašanje ni, a šola dejansko spodbuja kreativnost ali ne. Pravo vprašanje je, a bi šola smela oziroma morala to spodbujati. Jaz mislim, da če je naše vodilo v življenju, v šolskem sistemu, da napredujemo bliže resnici, se ne smemo do konca opirati na dogmatizem pa na poustvarjanje resnice, kot obstaja že zdaj. Zaradi tega, ker trenutni šolski sistem, trenutna generacija, ki vlada, ki nas uči, ki nas izobražuje, je imela svoje obdobje in svojo resnico. In kar se zgodi, da če bi bili mi na vsaki točki forsirani in vodeni v našem kreativnem razmišljanju in ustvarjanju, bi mi poustvarjali isto resnico. Ampak mi nočemo, kar mi rabimo na naši poti do nove resnice, je, da sami najdemo svojo resnico in da sami najdemo svoj napredek naprej. In zaradi tega res, da ne bojo vsi pisatelji pa... Se ne strinjaš za neko usmerjanje, vodenje, predaje informacije, pa vendar dijaki rabijo. Recimo, kje bi ti v šolskem sistemu poskušal iskati neko to ravnotežje med kritičnostjo dijakov, med dialogom z tistimi na poziciji avtoritete in tem, da ti tisti, ki so na poziciji avtoritete, vendarle predajo tisto, kar imajo za predati. In to je zato ogromno še vedno. Mislim, zdaj na tej točki treba neko arbitrarno mejo, ločino zarisati. In zdaj problem tega je, da zdaj smo se predstavili v dejanski šolski sistem, kako bi to dejansko izvedli. Ampak v tej točki bi jaz rekel, da trenutni način, kako šolski sistem funkcionira, je meni všeč. Meni je ta kreativnost, ki jo spodbujajo na tej točki, všeč. Zato, ker kar se zgodi je, da nekdo, ki ima potencial in željo resnico iskati, nekdo kot je Tim, ki napiše svojo dramo, svojo zgodbo. Ta človek ima platformo in ima vse možnosti, da svojo resnico promovira na svoj način. Da ima Martin možnost, da napiše, da imam jaz možnost, konec koncev, da pridem na oder in se berem v 3 jezikih hkrati, praktično, karkoli se pač tisti dan berem. Jaz mislim, da šolski sistem ima nalogo, da ohranja to platformo, da ta platforma je, oziroma, tako bi rekel, da tega ne limitira, ampak je do tega pasiven, oziroma se neaktivno vključuje v ta proces. Jaz bi, ampak še enkrat, to arbitrarno linijo težko zarisati, mislim pa, da je trenutni sistem dokaj dober. Recimo Daniel, zdaj govorili smo o teh nekih dodatnih aktivnostih, ki dopolnjujejo to formalni šolski sistem, to predajanje znanja. Ti si recimo na Bežigradski gimnaziji letos organiziral tudi ta TEDx event. Me zanima recimo, kaj se ti zdi, da je dodatni doprinos takih dogodkov, kot je ta TEDx event? Kaj je, zakaj se ti, kakšen se ti zdi, je lahko efekt takšnih dogodkov, zakaj se ti ga zdelo vredno organizirati? Oziroma, morda kdo ne ve, da poveš, kaj je to točno, kak dogodek zgleda? No, TEDx so v bistvu govori, bolj na splošno so to govori. Te tudi postavljajo veliko pravil, ki jih moraš vse prebrati. To je kar problem, to je že tak short-site organiziranje, samo za tebe pravila. Ampak za učenje pravil, pa logaritmov, to je tvoja stvar. Recimo, kaj ste rekli? Meni se je zelo pomembno, da drugi dobijo besedo, ker meni se zdi, da cel čas eni imajo ful dobre ideje, eni imajo res zelo dobre ideje, ampak nimajo platforme, s katere bi lahko to drugi povedal. In meni se zdi, da glih zaradi tega imamo neko politično stagnacijo, ker pač tisti, ki imajo dobre ideje, ne pridejo do besede. In tako letos sem hotel organizirati TEDx, da bi lahko tudi drugi imeli neko besedo, da bi se drugi lahko tudi nekaj naučili. In letos se meni zdi, da je to bilo relativno tudi uspešno. Mislim, da se je publika nekaj naučila in tudi drugi, ki so imeli zelo dobre ideje, so jih lahko tudi povedali. Recimo ena taka ideja, Tim, je bila tvoja, o evropskem jeziku, če se ne motim, Izhala pa je iz tega, da bi se lažje, ne vem, neki što sem začel to pogovarjal s prijetnimi puncami na mednarodnih izmenjavah. Ampak kaj recimo, kaj je bila ta ideja, če jo predstaviš mogoče? Jaz sem v bistvu govor o tem, da bi ali bi v Evropi moralo uvesti en skupni jezik, drugi tuji jezik, oziroma prvi tuji jezik, poleg materinščine,
ki naj bi bil angleščina, torej, če prav razumem. V bistvu najprej sem moral dokazati, da bi sploh se vsi strinjali, da se hočemo vsi naučiti isti jezik. Pa sem pa nekaj namignil, ja, noč učiti angleščine, ker imamo celo kupico razlogov, pa sem pa nekaj izpeljeval naprej, da bi to lahko bila kar slovenščina. Ampak, ja, ampak se to niti ni važno. Ja, in že ta govor moj je izhajal iz novele, ki sem jo napisal, v nemščini, kar je bilo tako skrajno ironično, ker sem v bistvu, če bil še malo nazaj, sem bil pa ja na enem srečanju v Avstriji, kjer so bili mladi iz različnih držav in smo se pogovarjali in smo ugotovili, da ja, da je jezik kar velik problem. Jaz sem bil potem kar uspešen, ker sem znal tudi italijansko pa nemško in ni bilo problemov. No in to me, ampak v bistvu drugi so me bolj fascinirali, ker me znajo angleško in tudi če so cool, ne pridejo do izraza, ne, in sem nekako razmišljal, a ne bi bilo fajn, če bi dejansko vsi obvladali en jezik. In sem potem napisal novelo v nemščini, kako Evropa doživlja to čez, ne vem, 20 let, čez 50 let, ko so se nekako vsi morali naučiti ta jezik. Tako da, to so spet ideje, razmišljanja, ki sem jih izrazil, tudi ta moja resnica, in sem dejansko lahko pa to predstavil dijakom in zdaj to na YouTube in lahko to cel svet gleda. V slovenščini. Recimo, Martin, še za tebe eno vprašanje v šolskem sistemu, ko smo ravno pri tem. Zdaj ti si filozof, pa to abstraktno mišljenje, ki si ga tudi dobro reprezentiral, da smo dobili vtis, kaj pomeni misliti filozofsko in ne recimo praktično, debatersko, politično, literarno, smo dobili kar dober vtis. Zdaj zanima me, po eni strani imamo te filozofe pa kritične mislece, ki govorijo, da bi šola morala biti dosti bolj kritična, abstraktna, filozofska, da ne sme samo uporabnih stvari učiti, ampak da mora priučiti to logično mišljenje, razmisleke, onkraj misljivega in tak dalje. To so recimo ti filozofi, ne. Po drugi strani pa imamo čist drug trend, šola naj uči uporabne, naravoslovne stvari, zato da se bodo ljudje lažje znašli v življenju, da bodo lažje dobili službo. Zdaj, ti si filozof, ki bo šel študirati matematiko in si mogoče lahko z dveh perspektiv razložiti, mislim, kaj se ti zdi, ali so prisotni ti trendi in kako je tvoje mnenje o tem, kaj bi se moglo dogajati v srednji šoli? Najprej, glede na to, da grem matematiko študirati, še vedno mislim, da matematika in filozofija sta več ali manj, hodita z roko v roki. In jaz mislim, da z istimi vprašanji, ki si jih zdaj zastavljam, si jih bom potem zastavljal tudi kot matematiki. In iste stvari bom raziskoval, samo upam, verjamem, da bom dala matematika neko močno orodje, tako kot filozofija, da bom lahko to bolj zagrabil. Druga stvar pa je, da jaz verjamem, da lahko sploh formaliziraš nek nesporazum, da lahko ukveriš neizmerljivo, rabiš več perspektiv. In zato rabim matematiko. Ampak drugače, glede šolskega sistema pa mislim, da seveda ena stvar je to, glede abstraktnega, praktičnega mišljenja, da seveda rabimo, da je nek razpad. Ampak jaz mislim, da je mogoče še bolj, da je mogoče kle zanimivo poudariti to, da se mi zdi, da je mogoče problem, da se preveč kaže, seveda je pomembno, kako dobi služba pa to, ampak da je preveč pomembno, preveč se razmišlja samo o tem, zakaj bo neka stvar uporabna. Recimo, ko se učimo matematiko, je zelo prisotna ta dikcija, kako bo pa to uporabno v resničnem življenju. Recimo, zakaj bi se kdo učil zgodovino, vse to pa res ne uporabno v resničnem življenju. Ampak najprej problem je s kakšnimi takimi stvarmi, kot recimo slovenščina ali filozofija. Zakaj bi bral, če si to ti ne bo poznal na CV-ju, zakaj bi bral, če boš boljše službe dobil zaradi tega. In mislim, da je mogoče bolj kot neko, seveda je pomembno abstraktno mišljenje, še bolj je pa pomembno tudi mišljenje, nek otium, se pravi neka stvar, za katero veš, pri kateri ne razmišljaš o produktivnosti, ki je čisti izraz neke tvoje življenjske energije, neke danosti, ki jo imaš kot človek. In da mislim, da je pomembno, da bi šola to krepila, da predvsem postanemo, da poleg tega, da bomo pripravljeni za poklic, predvsem postanemo etični. Ne samo moralni, ne samo, da nam šola posiljuje neka moralne zakone, neke vrednote in tako naprej, ampak da postanemo etični.
Kar pa pomeni, da, če se lakansko izrazim, da spoštujemo zakon, ki to več ni. Se pravi, da sami postanemo izvir vrednot, da sami postanemo izvor nekega pravilnega, dobrega delovanja. In da pa to lahko postane, da pa je to možno, se pa moramo otresti dikcije uporabnosti, avtoritarnosti. Ker mislim, da je to glavni problem šolskega sistema. Mislim, tukaj bi se vendar pohvalil nekatere učitelje na Bežigradu, ki definitivno poudarjajo in zavračajo to utilitaristično mišljenje. Ne? Ampak mislim, da imam več ali manj srečo, da sem pač na takšni šoli. Okay. Mogoče bi zdaj eno sklepno vprašanje za vse, oziroma neka sklepna misel. Recimo, bi spet mogoče začel na tem koncu, Martin, pri tebi, da zdaj ti si filozof, ne poskušaš misliti onkraj samoumevnih stvari in poskušati razlagati in tako dalje. Zdaj, dosti znanih filozofov danes pravi, da si je lažje predstavljati konec sveta in razpad zemlje, kot konec takšne družbe, kapitalizma, takšne družbe, v kateri živimo. Skratka, da si je lažje predstavljati, da se z katastrofo naravno ukine zemlja in svet, kot da postanemo drugačni, kot smo in kritizirajo družbo, češ, da smo vsi enaki, ponavljamo geste drug za drugim in tak dalje. Skratka, da smo vsi neki potrošniki, ne? Da ne znamo misliti onkraj. Zdaj me zanima, kaj si ti misliš, skratka, o tem sistemu. Ali smo sposobni biti kritični misleci, ali vsi ponavljamo ene in iste stvari, poskušamo si z kupovanjem nekih stvari kupiti neko identiteto in tak dalje. No? Kakaj je tvoje mišljenje o tem, ali smo danes sposobni misliti onkraj samoumevnih stvari? Ker mislim, da sem sploh začel razmišljati o tem, mislim, ker mene zelo nekako zbode ta nekako odslika politično emancipiranega človeka iz moje generacije. Politično emancipiranega dijaka, ker se mi prepogosto zdi, da je celotna identiteta, mislim, vse tudi ideali, vse ideje, ki jih nekako zagovarja, jih pričakuje kar, da jih bo dobil prvič, da jih bo dobil v paketu, drugič pa, da jih bo dobil takoj. In recimo tudi, če pogledamo, mislim, ker jaz osebno sem dosti kritičen do recimo vstajniškega gibanja, kako si pač vidimo, da se ni iz tega, da se je malo zgodili iz tega. No? Ampak mislim, da je preveč, mislim, da je problematično to, da mladi danes pričakujejo, da pač bodo naenkrat postali politično emancipirani, da bodo šli na protest, pa recimo, ne vem, se drli tam neke parole, mogoče, ne vem, metal, krenit nekotsko parlament in bodo naenkrat revolucionarni, bodo naenkrat nosilci družbene spremembe. In mislim, da je ta dikcija najbolj škodljiva in mislim, da je to dejansko ta poceni, te poceni revolucionarji, revolucionizem, revolucija na prvo žogo, ne, da je to največja nevarnost pravno kritičnega mišljenja. Ker mislim, da se najprej moramo zavedati, da mislim, prva stopnja k temu je neko zavedanje nezmožnosti. Zavedanje, da koliko težko je dejansko se prebiti iz okvirov družbe. Ne. In kako mislim, če se lahko citiram Žižka, kako si da ti, ne, mislim, da je tista stvar, ki je rekel, da večina problem emancipatornih gibanj je to, da poskušajo uveljaviti stare emancipatorne sanje. Kar pa moramo mi narediti je, da iznajdemo nov način sanja. In prva stopnja kritičnemu mišljenju mislim, da je to, da se zavestno vprašamo sploh o tem, kako razmišljamo. O tem, na kakšen način kritiziramo družbo. In ne to, ker mislim, ko se poskušamo biti progresivni ali pa karkoli, ali pa ugovarjati kapitalizmu, se takoj nekoga prime oznaka, da je socialist, marksist, ultralevičar in tako naprej. Skratka, nek devianten element. Ampak jaz mislim, da preden zagovarjamo kakršenkoli sistem, ne, se moramo najprej vprašati, kakšno okolje bi nam omogočilo sploh misliti nov sistem. Ker mislim, da kar je problem je, da ne obstaja neka realna alternativa kapitalizmu. Ampak problem je, na nas je, da jo iznajdemo. In na nas je najprej, da postavimo okolje, v katerem bomo to sploh lahko mislili. In potem pač to realiziramo. Mislim, da je to naloga naše generacije. Da najprej mislimo, potem pa da najprej primislimo, kako bomo sploh mislili spremembo. Preden pač gremo na ulici. Moram reči, mi je recimo zanimivo, da ko te recimo vprašam po pogojih mišljenja danes, to jih zelo hitro zveže z neko ekonomijo, pa kapitalizmom, ne? No, to je verjetno zdaj že čisto drugo debato.
razpravo, ampak recimo je zanimivo, se pravi, ta spontana povezava, ne mišljenje vezano na ekonomijo. Ampak recimo, če je Molan, recimo Martin zaključil s to idejo, kakšni so pogoji filozofije danes, kako misli in tako dalje, recimo bi tebe vprašal, kakvi se ti zdijo pogoji pisanja danes, ne? Skratka, ali smo v družbi, ki ti je naklonjena, ki ti bo omogočila pisati, razvijati, ali ne. In mislim, tako z vidika miselnih smernic, tako z vidika trendov žanrskih, tako z vidika nenazadnje preživetja umetnika in tako dalje. Ne? Se ti zdi, da ti je svet naklonjen kot avtorju? Noben te ne mora ostaviti, da bi pisal, ne? In vedno lahko daš roman pod košter, ne? Tako da tle te nihče ne zavira, je pa res, da mogoče pa to ne bi hotel brati. Tako da, ja, tle je itak ta dilema, ne? A pišeš to, kar se bere, ali moraš pisati to, kar boš naredil, da se pobrava, ne? Zdaj, na to pa nimam odgovora, jaz ne vem, kako se to naredi, itak da bom poskušal, ne? Ampak to pomagam tako, moraš probati narediti neki mainstream, pa da pol daješ noter elemente, ki boš pol upeljeval. Tako da, tudi pri mojem romanu na koncu je izpadel že nek velik postmodernistični natek noter, ne? Pa ga sploh nisem nameraval. Tako da, moj cilj je resnik, da pokažem, da se da dobro. Ampak ne, drugače pa v Sloveniji pisanje, jaz ne vem, mislim, da se je kar en žanr slovenskega romana spadal, ki ne sme biti žanrski in mora imeti nujno noter neke hude socialne probleme in ne vem kaj. In meni se zdi to narobe, ker se mi zdi, da je enako pomemben za neko družbo tudi en tak, ne šum žanr, ampak tak, no, čist sproščen, kriminalk in tako dalje. Tako da, ne vem, no, v Sloveniji je zdaj nekako izpadlo tako, da slovenska knjiga mora biti nujno zahtevna, ker lahko tujo kadarkoli prevedem. Tu je direkt kadarkoli prevedem. S tem ne pravim, da jaz pišem direkt, ampak ja. Tako, no. Ok, zelo, ja. Mogoče Daniel, za tvoj aspekt na misel, ti cel čas smo obravnavali kot nekega bodočega politika, diplomata, nekoga, ki se želi s tem ukvarjati in se ukvarja že zdaj. Zanima me recimo, kaj so po tvojem tiste aktualne, pereče, globalne problematike, politične, diplomatske, s katerimi se moramo začeti ubadati danes? Ne? Kaj je tisto, kaj so problematike, ki jih moramo danes zagrabiti, o katerih moramo misliti? Verjetno, ni to prva stvar, ki vidiš v slovenskih medijih, kaj je po tvojem tista pereča problematika? Meni se zdi problem danes globalno, da je težko videti, kaj je simptom, pa kaj je vzrok nečesa. Čeprav kot bolj... Imaš pa primer, recimo, Mislim, ok, če grem bolj levičarsko, bi lahko rekel, da je vse zaradi kapitalizma. Kar na nek način je res, če smo realni, je to na nek način res. Mislim, to je itak to, kar sem... Kako specifik, imaš pa spet več, pustimo za ekonomijo, kako imaš kaj, recimo, s čemer ste se, recimo, ne vem, ukvarjali tam v Budimpešti, kaj takega? V Budimpešti ni bilo kaj takega, malo je bilo, ker smo imeli tudi delegata z Palestine, potem pa se je malo tak družil z Iranom, pa je bilo kar zanimivo, moral poklicati izraelskega veleposlanika, to ni bilo, pač se ni dobro načal. Ampak, ja, no, glede takšnih stvari, ki se dogaja danes, prvo bi začel bolj z nekim foreign policy. Zakaj se dogaja danes, da so države tako hostilne ena do druge? Ker meni se zdi, da konec koncev je svet takšen, kot je danes. Vsi smo ljudje, čez 50 let, ko nam zmanjka ne vem kakšnih virov, vode, olja, pa ne vem kaj še, potem bomo res imeli probleme. In meni se zdi, da ko pride do tega, če smo še vedno tako hostilni države do države, se mi zdi, da je skoraj 100%, da bo prišlo do neke vojne. Ampak s tem, če bi lahko imeli bolj neko kooperativno politiko, globalno kooperativno politiko, bi se lahko temu izognili. In nam ne bi bilo treba te real politike fulati,
kao, ja, moja država je itak najboljša, mi bomo imeli vse vire, čez 50 let, ko manjka vode, mi bomo imeli za celo državo, vi boste pač umiral tam, ker bo suša, pa ne bo se imeli hrane, pa čau. In to je, kar se meni zdi največji vzrok tega, kar se danes dogaja. Neka realna politika, ki danes ni več relevantna. Pred 100 leti, ko smo imeli še imperije mogoče, ampak danes, ko imamo globalne probleme, s katerimi se moramo soočati, se meni zdi, da ni več realno, da gremo s to, to je moja država, to je tvoja država, samo da meni ostane na dobro, zate pa pač model. In meni se to zdi danes problem. Recimo Matija, če sklenemo s tabo, zdaj smo slišali od Daniela, kaj so recimo problemi, s katerimi se moramo danes ukvarjati. Verjetno je dosti drugih aktualnih političnih žarišč, od vojnih spopadov do ekonomskih problemov, do političnih kriz in tako dalje. Recimo bi trebali kot nekega kritičnega debaterja, kot nekoga, ki konstantno te novice bere, nekaj razmišlja, sestavlja iz njih argumente, bi se tebe vprašal, kako je tvoje mnenje do medijev? Skratka, dobimo neko objektivno sliko o teh političnih žariščih, o katerih recimo govori tudi Daniel, oziroma če ne, če se ti zdi, da so to vse neke pristranske, površinske slike, kaj je tvoj recept za nas, oziroma kako kritično brati medije, oziroma kako je tvoje stališče do tega? Ok, v svojem odgovoru sem tako ful dobro uspel, sem navezal na čisto vse tri sogovorce pri tem. Ampak, ko smo danes govorili o resnici, pa vsem o tem, kaj je prava slika, se mi zdi, da se lahko vsi rečemo, da smo prišli do sklepa, da govoriti o absolutni resnici in kaj je dejansko tista objektivna stvar, ki drži, da je to naivno. Ne? Mi ne moramo od medijev pričakovati, da bomo pokazali tisto, kar je dejansko, ker to ne obstaja. Jaz vidim medije v današnji družbi kot nekaj, kar že je, kot nekaj konzervativnega, kot nekaj starega, ki dogodke, ki ta križna žarišča, ki te problematike predstavljajo na tak način, kot so bile dojete v tem, kar se dogajalo do sedaj. V sistemu, ki je deloval do sedaj. Jaz vidim medije v okviru tega. In kot taki, jaz ne vidim vseh medijev kot zlobnežev, ki nam hočejo lagati in nas prevarati. Jaz vidim medije kot simptom tega na taki ravni in lahko primerjamo z šolo, z vlado, z vsem. Mediji so to, kar so. Jaz mislim, da so mediji v tem oziru lahko eden izmed faktorjev, ki na nas, na mlade, na novo generacijo vplivajo slabo. Zaradi tega, ker mediji so spet še ena platforma, na kateri se sistem sam sebe reproducira. Pokaže nam slike iz Bližnjega vzhoda in že 50 let imamo vtisnjeno v vsakem poročilih, kdo je kriv in kdo je tisti dobri junak, ki bo prišel in vse rešil. Jaz mislim, da če hočemo mi, če hoče naša generacija svet spreminjati, da če hočemo mi na eni točki probleme presekati in iti naprej, moramo mi dostopati do teh problematik mimo medijev oziroma paralelno od teh medijev. Jaz mislim, da če hočemo mi mladi se o teh medijih pogovarjati na produktiven način, ki bo dejansko nekaj novega, ki bo nekaj revolucionarnega, ki bo stvari izboljšal, moramo mladi o njih spregovoriti z mladimi, jih moramo mladi formalizirati, moramo mladi jih razlagati, jih interpretirati in mediji nas tle polenijo, zato ker mediji naredijo domačno nalogo namesto nas. Namesto, da bi se šli vsi debatne turnirje in se o tem, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, pogovarjali in kregali 3 dni zapored in dejansko probali priti do nečesa, kar je realna slika, se večina mladih, tako kot večina cele države, za 15 minut poči na kavč, kjer poslušajo poročila, kjer jim že 50 let povejo, da so, Američani tisti najboljši heroji, ki pridejo reševati zadeve in pa ubogi ljudje, ki umirajo, teroristi in zlobneži. In jaz mislim, da je to slabo, ker če hočemo mi dejansko se vprašati, kaj lahko mi doprinesemo v svetu, kaj je mi naredimo novega, moramo mi problem vzpostaviti, se moramo mi problem pogovarjati in šele potem bomo lahko mi problem rešili. Zdaj se vam vsem zahvaljujem za te odgovore. Moram reči, že meni je bilo ful zanimivo pa veselje
poslušati vas, ne, ker vi dosti krat poslušate mene skozi leto. Upam pa, da smo mogoče naredili delček tega, kar ste vsi omenili skozi svoje odgovore in s čemer se tudi jaz strinjam. In sicer to, da poleg nekega šolskega sistema, formalnega podajanja snovi in odgovarjanja na različnih preizkusih znanj, kar je seveda nujno in potrebno, dodamo še, predvsem za dijake, ki so posebej aktivni, se ukvarjajo z določenimi stvarmi, dodamo še neke drugačne aktivnosti in meni je bilo zelo zanimivo slišati vaše stališča. Še enkrat, kar ne pomeni seveda, da se vsem ne strinjam, bomo to kdaj drugič rekli. Jaz bi še enkrat vam čestital za vse dosežke, ki ste jih letos dosegli. Zdaj pa, preden zaključimo, seveda, če ima kdo iz publike kakršnokoli vprašanje, za koga od dijakov, verjamem, da bodo z veseljem govorili. Tako da, če bi kdo želi. Jaz bi mogoče prej, da ste vi pa govorili o umetnosti, pa o tej politični vlogi umetnosti povprašala, mogoče tebe. Kaj se ti zdi, a je igralec, ki igra neko dramsko delo, ki ga je nekdo drug napisal, umetnik ali ne? Sej igralec, ne? Ko igraš neko delo, ne? Mislim, sej vedno še vneseš svoj element noter. In besed recimo tudi kot, mislim, če mogoče še radikaliziram to tvoja stvar, mislim, da je neka gesta iskanja resnice tudi, ko bereš neko delo, ki ga je nekdo drug napisal, ne? Ker že s tem, ker paradoks umetnosti mislim, da je v tem, ker če bi ti samo bral in bil popolnoma doktriniran strani tega, ker bereš, ne? Če bi popolnoma bil nekritičen do snovi, ki jo bereš, mislim, sej ne bi bila umetnost več procedura resnice. Mislim, da vedno ko tudi imaš stik z umetnostjo, mora biti neka konfrontacija, mora biti nek kritičen odnos, ne? In mislim, prav tako, seveda, ko igralec, ko igra neko dramsko igro, neko napisano stvar, mislim, seveda ima do tega kritičen odnos, vnese sebe noter, vnese svoj pogled, ne? In dober igralec definitivno poskuša, ne vem, dostopa do nečesa avtentičnega, tudi recimo, ne vem, če mora spoštovati to, kar je nekdo drug napisal. Se tudi recimo s tujimi besedami lahko poveš avtentične stvari. Ne, jaz bi sam rekel, ker avantgarda, ne, vsi smo imeli, tako da v bistvu tudi ni razlike, a ti igraš tujo dramo ali igraš svojo dramo, ali pa v bistvu nič ne igraš, pa samo ne greš v šolo, ker ne, to sem jih zdaj žišta gledal na Facebooku, ki je zlagal kao, da v bistvu mi ves čas igramo, ves čas, ne. Tako da v bistvu... A veš, da obstaja dve interpretacije avantgarde, ne? Ena je, vsi smo umetniki, druga pa vse je umetnost. In sta zelo različni, ker vsi smo umetniki, pomeni, da vseh nas je potencial biti umetnik, ampak vprašanje je, če res kaj naredimo, vse je umetnost, pa je karkoli naredimo je umetnost, samo postaviti moramo v muzej, če je to stranična školjka, recimo, ne? Skratka, zdaj me zanima... Ja, pa bolj to drugo, ja. Ja, ker... Kako sem rekel, ja, Okay. Še kako vprašanje, mogoče komentar? Ok, če ne, se jaz vam zahvaljujem. Imamo se, da zaključimo misel, še kaj pa? Ne, to ni bolj misel, ampak tako pač, čeprav so te dosežki, ki smo jih vsemi 4 analizali zelo dobri, moramo na tej točki še povedati, da teh dosežkov, ne samo, da jih ne bi bilo, niti vedeli ne bi, da lahko sanjamo o teh dosežkih, če ne bi bilo našega mentorja, ki bi nas na vse to pripravil. Sam tako pač, da pogledam misel. Pripričan sem, da se bomo naslednje leto lahko spet videli na kakšni taki stvari, mogoče z drugimi dijaki, ker kot pravim, dijakov je ogromno, za ta pogovor smo pač zbrali 4, ki so letos na tem področju res zelo izstopali. In recimo lahko že povem kot zanimivost, ali pa mogoče kot motiv, da vsaj nekatere dijake, s katerimi so že dogovorili,
da bodo tudi intervjuvani na RTV Slovenija, povabljeni kot gostje v oddajo, da še recimo tam spregovorijo o svojih dosežkih, o svojih planih. In zdi se mi, to ima tudi en dober motiv za delo za naprej. Pa tako, naslednjič, ko boste govorili pred profesori, ne govorite, imate preveč časa na biti. Evo, hvala vam pa vam.